Čakaj, mirno. Častni. Pozdrav! Dokler pravica ob tla teptana, Resnica brez sramu zasramovana, dokler laž verolomstvo je v časteh, dokler svobodo ljubiti je greh, dokler visoki netijo razdor, svetniki pridigajo bratomor, ljubezen kot desetnica brez doma od urad do urad za črno skorjo Roma, dokler nasilstvo in izdajstvo vlada, ponos, moštvo kot piška v sad odpada. odslej temnico smradno sem zaprt. In od življenja ni mi hujša smrt. Pravica, resnica, svoboda, ljubezen. Tovarišice in tovariši, spoštovani borci narodno-osvobodilnega boja, draga mladina, državljanke in državljani. Čeprav ne bo državne slovesnosti ob enem največjih praznikov slovenskega naroda, bomo obletnico upora proslavili tako, da bomo preko spletnih omrežij in v lokalnih televizij dosegli vse kraje in veliko večje število gledalcev, kot bi se nas lahko zbralo na največjem trgu v Ljubljani. Praznične dni skupaj s praznikom dela 1. majem preživimo z mislijo na naše prednike, ki so za svobodo dali svoja življenja in nas vzgojili v spoštovanju občečloveških vrednot, ki jih prenašamo na naslednje rodove. Upor, zmaga, svoboda je geslo letošnjega praznovanja, temeljna točka Osvobodilne fronte o pravici slovenskega naroda do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve in združevanja z drugimi narodi, se je uresničilo pred 30 leti. Ob 80. obletnici ustanovitve Osvobodilne fronte slovenskega naroda je predsedstvo Zveze združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja Slovenije sprejelo posebno spomenico, s katero poziva svoje članstvo in širšo slovensko javnost k spoštovanju temeljnih človekovih pravic in vrednot upora, svobode, solidarnosti in enakopravnosti. Dovolite, da preberem poudarke iz spomenice. Prvič, slovensko ozemlje so med drugo svetovno vojno zasedle in razkosale nacistična Nemčija, fašistična Italija in Madžarska. Razkosanju se je pozneje pridružila tudi neodvisna država Hrvaška. Slovenski narod je bil obsojen na nasilno potujčenje in uničenje, zato so vsi napadalci nad Slovenci zagrešili strahovite zločine. Drugič, častni odgovor na zasedbo je pomenila ustanovitev Osvobodilne fronte slovenskega naroda 27. aprila 1941, ki je v najtežjih okoliščinah vsestranskega nasilja in grozodejstev v času druge svetovne vojne vodila boj za osvoboditev in združitev Slovencev. S tem zmagovitim bojem je rešila obstoj narodne skupnosti, osvobodila domovino in jo združila s Primorsko. Osvobodilna fronta je bila občenarodna in nadstrankarska organizacija in jo je med drugo svetovno vojno podpirala večina Slovencev. Hkrati z bojem
Za svobodo si je Osvobodilna fronta prizadevala tudi za socialno osvoboditev, zmanjšanje velikih neenakosti med družbenimi sloji, večjo pravičnost in enakopravnost vseh ljudi, tako žensk kot moških, ter narodov. Ta boj nam je prinesel samozavest in nas oblikoval kot narod z državnostjo v lastni republiki. Pod vodstvom Osvobodilne fronte so Slovenci drugo svetovno vojno končali kot del zmagovitega protifašističnega zavezništva Združenih narodov z mednarodno priznano partizansko vojsko, ki jo je priznala tudi Kraljevina Jugoslavija. Tretjič. Na Slovenskem med drugo svetovno vojno ni bilo državljanske vojne, ker ta v razmerah okupacije ni mogoča in ker so se maloštevilni nasprotniki partizanov borili pod neposrednim poveljstvom fašističnih in nacističnih oboroženih sil, domobranci celo pod neposrednim poveljstvom zločinske organizacije SS. Krivdo za bratomorni boj nosijo tisti cerkveni in posvetni politiki, ki so lastne koristi postavili pred narodov obstoj, sprejeli orožje od smrtnih sovražnikov narodne skupnosti ter s tem zavedno zaznamovali se sramotno izdajstva. Četrtič. Zveza Združenj borcev za vrednote narodno-osvobodilnega boja zavrača sedanje poskuse sprave in poenotenja, saj temelji današnja sprava predvsem na potvarjanju zgodovine za politične obračune in preobračanju zločincev v žrtve. Z enačenjem osvobodilnega boja z izdajstvom in kolaboracijo se uničuje slovenski zgodovinski spomin. Domobranstvo in kolaboracija sta služila fašizmu in nacizmu, ne pa slovenskemu narodu, zato z njima ne more biti sprave. Edini pristop k pomiritvi med ljudmi je spoštljivo in resnično prikazovanje zgodovinskih dejstev o drugi svetovni vojni. Petič. Zveza Združenj borcev ostaja zvesta vrednotam Osvobodilne fronte, saj je uresničevanje njenih temeljnih načel omogočilo preživetje in združenje večine pripadnikov slovenske narodne skupnosti po osvoboditvi v republiški državnosti kot sestavini Zveze Jugoslavije 1945. leta in končno v samostojni državi 1991. Domoljubne in obče človeške vrednote, enakost, pravičnost, resnica, svoboda, ki so povezovali množice ljudi v Osvobodilno fronto in na katerih je slonel partizanski boj, ostaja trajna, spodbudna za skupno delovanje v prid vseh in vsakogar. Ob poskusih razgrajevanja družbene skupnosti in njenih demokratičnih ustanov pa v samostojni slovenski državi z vsakim dnem postajajo še bolj potrebne. Šestič. Zveza Združenj borcev ostaja še naprej družbeno odgovorna, kritično angažirana in konstruktivna civilno-družbena organizacija, ki se navdihuje v zgodovinsko preizkušenih vrednotah narodnoosvobodilnega boja in iz njih črpa svojo moralno upravičenost za kritično, pokončno in avtonomno držo ter pripravljenost za dejavno sodelovanje v skupnih družbenih prizadevanjih za prihodnji razvoj, za ohranjevanje naravnih temeljev življenja v vedno bolj ogrožajočih razmerah, za zagotavljanje dostojanstva ljudi in možnosti preživetja vseh živih bitij na tem planetu. Zato tudi v spomenici namenja posebno pozornost aktualnim in razvojno pomembnim vprašanjem v širšem mednarodnem in domačem okolju in smerem svojega nadaljnega delovanja. Tovarišice in tovariši, ponovno je nastopil čas za Osvobodilno fronto slovenskega naroda, ki mora združiti vse ljudi, ki jim ni vseeno, kam gre ta svet, kam nas vodijo vladajoči. Uprimo se kratenju osnovnih pravic, ki smo jih zapisali v Ustavo Republike Slovenije. Ne dovolimo soditi mladim ljudem, ker želijo v šolo, kaznovati ljudi, ki si upajo izraziti nasprotovanje vladnim ukrepom, rušiti javno televizijo in STA, ustrahovati novinarje, onemogočati umetnost in kulturo. Ne dovolimo sramotnih dejanj, rušenju spomenikov narodno-osvobodilnega boja, sovražnega govora ob domačih zdrahah, sramotiti in smešiti Republiko Slovenijo v Evropi in svetu. Ne dovolimo spreminjati zgodovinskih dejstev,
ki povzdigujejo kolaboracijo z okupatorji in izničujejo veličino vseljudskega upora in partizanskega boja. Živela Osvobodilna fronta, živel 1. maj. Da odložim masko. V tistem času jih nismo imeli, nobenih mask. Vsa brigada je bila zbrana in vsi so pričakovali, kaj jim bomo povedali. In jaz sem se odločila za to pesem. Še pomnite, tovariši, kako bilo je sleherno jesen? Kako smo verovali v tistih dneh, spomladi se zdramilo bo v ljudeh. Tako smo vselej hrepeneli. Brez hrepenenja ne bi doživeli jeseni, ki prihaja zdaj. Jeseni, ki ni naša, a vendar naša bolj kot vse do zdaj. Od vse povsod, z gora, gozdov in iz porušenih domov kriči: zaupajte, tovariši, verujte, v jeseni tej ni hrepenenje kalna voda. Kot divji, hrzajoči konj prihaja k nam svoboda. Ja, tako smo takrat morali smo zelo glasno recitirati, ker bila je cela brigada je bila zbrana, pa ni bilo nič mikrofonov, nobenih reči. In smo morali res na glas pripovedovati. Čeprav danes bi rekel, koliko patetike, pa je ni bilo. Bilo je čustvo, želja. Osvobodilna fronta je postala množično gibanje, v katerem je med vojno dejavno sodelovalo več kot 100 000 aktivistov in sodelavcev. Vodila je osvobodilni boj ter narodno, družbeno in kulturno revolucijo. Kot so dokazali zgodovinarji, se je od vsega začetka imenovala osvobodilna in ne protiimperialistična. Bila je obče narodno in nadstrankarsko gibanje, ki je vase sprejelo vsakega, ki je podpiral točke in program Osvobodilne fronte. Tudi duhovnike, ki so se predvsem na Primorskem množično vključevali v Osvobodilno fronto. No, jaz pripadam tisti generaciji mladih ljudi, ki smo bili stari 16, 18, 20 let, ko se je začela Druga svetovna vojna. In to je že bila priložnost za to, da smo se opredelili, ali soglašamo z zahodnimi zavezniki, ali pa se čutimo pripadnike sil osi, fašisti, nacionalsocialisti in tako dalje, Nemci. Toda ljudstvo se je uprlo množično, zelo množično v Beogradu, za Zagreb ne vem, ampak v Ljubljani so bile demonstracije, po mojem spominu, kar precej množične in med njimi sem bil tudi jaz, takrat 17 let star, ker smo rekli, tako kot so Beogradičani rekli, bolj je rat nego pakt. In potem je ta pakt preprečil vojaški udar v Beogradu in ker je bilo za ta drugi del, ta socialni del našega boja bistvenega, je bilo to, da so tedanji politični voditelji šli na Vrhniko sprejeti italijanske okupatorje, jim izreči dobrodošlico. Med njimi so bili tudi voditelji Slovenske katoliške cerkve in potem, kot je to znano, so priredili v Ljubljani zahvalno mašo. Zato je Osvobodilna fronta bila pravzaprav rezultanta vsega tega, o čemer zdaj pripovedujem. Ker je temu uporu, temu ogorčenju, ki nas je prevevalo, občutku sramote in tako dalje, dalo organizacijo in dalo cilje. Že septembra
leta 1941, neverjetna odločnost in neverjetna korajža. Mene je v Osvobodilno fronto že junija 1941 povezal dovolj poznani partizan Andrej Kumar. In mi smo se potem organizirali v skupinice in smo tiskali letake, trosili letake, pisali gesla, kjer je bil le prostor in možnost, rezali žice med artilerijsko kasarno in skladišči na Ljubljanskem polju. Tako da je, kot rečeno, bilo tega uporniškega duha v nas, mladih ljudeh, še in še, in da bi delali še kaj več, če bi imeli orožje ali pa če bi starejši tovariši nas ne držali nazaj. Jaz sem med drugimi stvarmi tudi raznašal slovenskega poročevalca. Ker sem se takrat učil violino, sem vzel violino iz škatle in dal slovenskega poročevalca v škatlo, pa na bicikl, in sem šel v Moste ali pa tule v Trnovo in razvažal slovenskega poročevalca. Kako smo mladi ljudje reagirali korajžno in prav na strani slovenskega naroda in njegove eksistence in se borili, kot pravi ena od partizanskih pesmi, za svobodo in za kruh. In to se mi zdi, da je lahko sporočilo tudi današnjim mladim ljudem, da boj za svobodo, ki obsega tudi vse človekove pravice, seveda jasno, in za kruh še zdaleč ni končan. In da bi bilo dobro, če bi mlajše generacije v našem boju našle navdih za svoj današnji boj v novih, drugačnih pogojih. Slovenci, poslušajte Slovenci, govori Osvobodilna fronta. Govori Osvobodilna fronta. Oddajamo na kratkih valovih na valovni dolžini 41 metrov. Kričač, to niso samo tiste 3 škatle in mikrofon, svitki žic, kablo in drugi pripomočki. To tudi ni le tistih 50 oddaj, ki so se zvrstile od novembra 1941 do aprila 1942, ampak veliko več. To je vzdušje, ki je spremljalo naše delo, je tveganje in pogum, zaupanje v srečo, zadovoljstvo po vsaki oddaji in tiha žalost ob slovesu. To so vsi tisti dnevi, ko smo se sestajali v zakotnih predmestnih ulicah, se odločali, kje bomo delali, ugibali, kako bi se izognili blokadam, ko smo previdno ali pa tudi predrzno prenašali aparat po Ljubljani. Priznati moram, da me je bilo v začetku pri prenašanju pošteno strah. Zdelo se mi je, kot da je aktovka prozorna, da vsak že oddaleč vidi, da nosim nekaj prepovedanega. Kadar se mi je bližala italijanska patrulja, mi je začelo srce divje utripati, noge so mi klecale, komaj sem se premagovala, da bi vsaj na zunaj pokazala ravnodušnost. Vendar me je strah hitro minil. Oddaja se je začela na ta način, da smo žepno uro obesili na mikrofon in med tiktakanjem smo še prekontrolirali, če je oddajnik v redu, če je uglašen, na kar sem začel govoriti. Govori Osvobodilna fronta. Govori Osvobodilna fronta. Poslušajte nas vsak ponedeljek, sredo in soboto ob 19:30. Govori Osvobodilna fronta.
Na kar sem začel pripovedovati tekst, tako kot sem ga pač dobil. Na koncu sem po končanem tekstu ponovil govori Osvobodilna fronta. Ne spominjam se, če smo uro na koncu uporabljali. Pač pa sem ponovil govori Osvobodilna fronta, na kar sem citiral Prešerna: največ sveta otrokom sliši slave. Tja bomo našli pot, ker ne sinovi si prosti voljo, vero in postave. Ja, torej se pravi, morate eno stvar vzeti, da mi tle na primorski del je malo drugačen bil od tega, kaj je centralno noter. Mi smo pod Italijo bili. Recimo moj letnik Kotaša je bil ta zadnji, ki je imel še en letnik pol v slovenščini, drugo leto je bila že italijanščina. To je ena stvar. In pri nas je bilo dosti takšnih primerov, kakršenkoli so zmeraj, če si bil malo Slovenc, so te ali zaprli ali pregnali in kar take. Druga stvar je bila pa v tem, recimo, da nobeden ni dobil komunalnega dela. Mislim, kakršnekoli, da je bilo državno ali prav občinsko, ni dobil dela. Čisto enostavno niso bili tudi tle. In tu je bil zmeraj malo tak, kot odpor na cele stvari noter. Torej, kako sem jaz pa začel, je tek, jaz sem delal v Tržiču, Monfalcone, v Ladedelnici, in tam je bila močna že organizacija komunistične Italije, Kotašna, in eden moj znanc, Kotašen, bil Slovenc sicer, je bil pa član tega noter. No in tam potem smo mi začeli to delati Kotašna prva kosti, to je bil jaz, že enkrat tam okoli maja meseca 41 Kotašno, jaz sem pol avgusta mene že priklopil zraven. Torej, moja funkcija je bila pa takrat tem, da sem glavno kurirska dela imel. Poleg tega, da smo nosili recimo razne stvari gor od, mislim, literatura in kakšne, kaj so to. Druga stvar pa v tem, ker je precej teh Italijanov šlo, ker ni hotelo iti v Rusijo gor, in jaz sem imel nalogo, da sem jih tam dol pripeljal vse en stik, da so imeli, potem so šli v partizane, mislim. Poglejte, to pri nas je bilo, mislim, zelo dosti tega napadov, lepo desno, in so bile skoraj vse vasi požgane. Recimo, tu je mojo hišo doma, kjer sem jaz bil, ker mama je bila babica in je bila, mislim, ta sanitetna referentka je bila stalno delala na stvari, tudi ranjenca in tako, oče pa tudi. Tako da mi naše hiše nismo nobene stvari vzeli ven z hiša, ki so jo požgali. Ampak so pa požgali samo res tista hiša, ki so bili partizani ali pa so delali za partizana. Ne? Mi smo to stvar zmeraj imeli kot eno dolžnost, eno stvar, ki sploh se ne diskutira o njej, ko bi ti rekel, ne, da bi ne bilo. Pri nas je bila vsaka hiša, tudi ko smo bili poli partizana, ko smo bili okrog, si se lahko v vsake hiši ustavil, to sploh nisi pomislil, da ni ali karkoli nekda. Dobro, je bilo malenkosti okoli Ajdovščine, pa na vrt Tolmina, ampak drugače pa ni bilo tle pri nas Bela garda. Bela garda je prišla vsa z Ljubljana je dol Kotašno, ne, so bili ti komandanti. In jaz ne vem, no, jaz zmeraj pozitivno nekaj. Ker namreč tudi pri nas ni bilo vprašanja, ali si bil hodil v cerkev, nisi hodil v cerkev, ali pol, ali Kotašno. Ne. Recimo, jaz sem bil toliko let noter, sem se v cerkvi poročil. Ne. Sicer tudi takrat ni bilo nešto, je bilo vse uničeno, nisi imel nekje druge se vknjižiti, kot je. Vsaj te starejši, ki smo pol nam otrokom pravili, smo malo si drugače prezgledali celo to stvar, da je bolj, ko bi rekel, je bil kapitalizem, ki mi še danes ne razumemo vsi, kajkoli je. Ne? In danes je zelo težko, ker veste, ko je, mi imamo precej študiranih fantov, mislim, mladine, Kotašne, samo ne dobi dela pri nas. Ne? Ker recimo, jaz govorim zdaj za naš del tle gor, ta severno-primorske, ker je pač bolj poznan kot vse skupaj. So vse podjetje prodane, Kotašne, in nekaj so zapuščene, nekaj to velike podjetje, ko so bile gradbene podjetje, ko so bile poznane Goriške, Kotašne in pa tudi druga, kot to je to, nima kje se zaposliti. In tisto, kar je pa tujih, oni ne vzajamljajo te, mislim, vodilne Kotašne, ampak igrajo eno drugo ali pa tretjo stopnjo noter v njih. In zato pa v glavnem eni grejo v stran. Nekaj hodi tudi Ljubljano delati v glavnem, ampak tle dol nema kaj iskati, da bi to dobil. Ne? In zato težko, mislim, na to Slovenijo gleda. Se ne rečem, da niso Slovenci, pa tudi Slovenijo Kotašno, ampak ta red Kotašen je malo ne upošteva, ko mi je rekel. Ne?
In zdaj pa še druga stvar je, ta zaposlitev, karkoli je vse po neki določeni prijateljstve, kot tažna, če nisi naš, ne moreš dobiti dela tam noter. In to je malo, ko bi škripa, bi rekli po naši Primorci, ne. Mi, kot tažna, za nas je partizanščina sveta. Mislim, ne vem jaz, ampak recimo tudi ti, ki smo te do neka stvar. Pustimo vse grehe, jaz pravim, kot tažna, govori se o spravi. Kaj je sprava? Jaz jo ne razumem. Sprava je, če smo jih skregan, pa jaz sem skregan, primo skrb, ti poslušaj, povej ti tvoje grehe, jaz povem svoje, dajmo narediti križ, poznam, kaj ne moramo popraviti in dajmo skupaj nekaj naprej. Tija pa ne gre. Ne, recimo sa sili nekaj noter, ma ne eden, ne drugi ne bo priznal svoje. Ker kot ima partizanščina svoje grehe, jaz priznam, kot da jih ima tudi druga stran. Jaz pravim, da jih ima oni večji, oni pravi, da jih imam jaz večji. Ma to ne moreš priti skupaj, kot je, ne. In zdaj jaz ne vem, nimam enega pojma, kaj bo z tega lahko prišlo ven, ne. Torej, je pa ena škoda, no, velika škoda. Mi smo Slovenci pridni ljudje in bi lahko živeli res sposobni, ker tle si morate še eno drugo stvar predstavljati, jaz to tle noter. Te je nastala meja. In Gorica kot takšna in Trst so bili mesta za ledje tle. In to zaledje je trajalo do Postojne kot takšna. In to je bilo kar naenkrat odrezano, ni bilo ne trgovin, ni bilo šol, ni bilo nič na neki strani, vse ostalo na onim kraju, ne. In tu je bilo treba vse počasi ustvariti. Ni bilo nobena, občina ni sadila, veste, je bilo eno zelo težka stvar, ne, ker nisi mogel, zdaj se nekaj po herbov kot tažno, ki je vsaj administrator postalo, ampak pa ni bilo, čisto na novo, vse na novo bilo, ne. Namreč, jaz sem rojena 25. leta, Primorsko so Italijani dobili po prvi svetovni vojni, in takrat so bili že Italijani tam močno usidrani, ne. Ampak ves čas so imeli eno samo misel, ki jih še danes ni zapustila, da morajo ta del Primorske, ki smo sami Slovenci, in ogromno Slovencev je bilo tudi v Trstu, ne, po italijančiti. Primorci recimo, ne, smo vedno bili zelo navezani na slovenstvo, slovenski jezik, Slovenijo sploh. Vedno smo upali, da bomo nekoč tudi združeni z drugimi Slovenci, ne, in smo bili tudi, torej so bili, ne, dobro organizirani. Imeli so knjižnice, kulturne skupine, tako da so uprizarjali igre, glasbene skupine po vaseh. Zato, da vam povem, da smo bili že kot otroci vzgojeni doma, mislim, da v 95% družin v ljubezni do Slovenije, do jezika, tudi knjige, kolikor so jih lahko rešili, in karkoli, kjer je bilo pisano kaj slovensko, so nam dali, da smo čitali slovensko, zato da smo se naučili tudi pisati in čitati slovensko, ne. In leta 1941, kot sem prej že rekla, smo vedno upali, da bomo nekoč združeni z drugimi deli Slovenije. To se pravi, Jugoslavija je bila za nas neko upanje, ne. No, pol 41. leta, pa ko so začeli korakati italijanska armada proti aprila, ne, aprila meseca preko meje v Jugoslavijo, smo se zbrali na sredi vasi in jokali, dobesedno jokali, ker smo mislili, da se nam je zdaj vse podrlo, da ne bomo nikdar več mogli upati na združitev z drugimi Slovenci. In seveda, prav zaradi te vzgoje stalne, ne, in ljubezni do slovenskega naroda, jezika in vse, kar je bilo slovenstvo, je bilo tisto, kar nas je
spodbudilo k temu, da smo se takoj priključili, kdorkoli bi nam pomagal se boriti proti Italijanom takrat. Ne? No, in zato ni bilo težko se odločiti. Vendar je bilo to v začetku zelo težko, ker v drugem delu Slovenije se je osvobodilna po ustanovitvi Osvobodilne fronte kar hitro razvila, medtem ko na Primorskem pa to ni bilo še mogoče. Ne? In so se dejansko potem 42., 43. že bolj organizirali. No, jaz sem bila takrat še zelo mlada, vendar so poznali mojega očeta, tisti, ki so bili že organizirani v Osvobodilno fronto, ali pa prej v Tigrovsko organizacijo, ne? Pa večkrat zaprti za časa Italije. Tudi moj oče je bil večkrat zaprt, ne, na kratke zapore. So kar kmalu pregovorili očeta, tako da že spomladi 43. leta sva mi dva se vključila v borbo, torej mene kot mladinko, on pa OF. Ne? Tako da ta odločitev ni bila težka. No, in tako so nas tudi počasi odkrivali, ali pa neč odkrili, kar tako pobrali celo vas deklet in odpeljali v nemška koncentracijska taborišča. Tako smo, zato nas je recimo med tistimi, ki smo bili iz Slovenije zaprti v Auschwitzu, to je bil najhujši uničevalni nemški taborišče, namenjeno najprej Judom, ampak potem so nas vse tja zapirali, ne, to je bil grozen lager, ne. Nas je bilo največ iz Primorska in seveda predvsem deklet, ker, kot sem rekla, moški ali so bili v partizanah, ali pa, ko so bili potem v vojni med Italijo in zavezniki ujeti kot ujetniki, so bili tam in potem prišli iz anglo-ameriškega ujetništva kot prekomorci in spet v partizane v Sloveniji. Ne? Razen tega tam je bilo strašno pretepanje in veliko pobitih ljudi, ali s palcami, ali s psi, ali kakorkoli že. No, ampak prav ta solidarnost, da si skril kakšno, če ni mogla delati, ne, ker je bila vsaka pomoč je bila pa strašno kaznovana. Te pa što niti eden od tistih funkcionarjev, ki so nas padli ali pa vodili na delo, ni imel, ali je imel žilevko ali pa je imel palco. Na čem te je moral tepsti in tudi ne vem zakaj. Ne? In to je tisto, kar nas je toliko več reslo. Hočem reči, da je to ljubezen do domovine in solidarnost, ki je temu sledila, zelo, zelo pomembna tudi za današnje dni. Tudi če kdaj kje, kakšnim mladim govorim, pravim, imejte radi domovino. Domovina ni samo država, domovina je več, to je dom v širokem smislu. In imejte tako radi domovino, da jo ne boste kradli, da ne boste prodajali tujcem, od tega, ker smo hoteli mi ohraniti za slovenski narod, a ne, zdaj pa prodajajo Nemcem, Italijanom, Madžarom, komorkoli hočete. To bi bilo treba. In drugo, kako je pomembna solidarnost. Ne individualizem, ampak skupnost. Večjo borbenost tudi med mladimi. Ne čakati, naj ne čakajo mladi, da jim bomo mi kako uredili. Mi ne moramo nič več. Ne? Mi smo stari in vedno je mladina bila tista, ki je odločala, kako naprej. Bolj uporni morajo tudi biti, morajo se organizirati in med seboj pomagati. To bi bilo moje sporočilo mladem. Imejte radi jezik, imejte radi domovino in pomagajte si med sabo.
Oboroženi partizanski odpor pod vodstvom Osvobodilne fronte slovenskega naroda je bil aktivni del protifašistične koalicije. Slovenski narod se je z Osvobodilno fronto in partizanskim bojem uvrstil med narode, ki imajo neizbrisno in častno mesto v veliki zavezniški koaliciji zmagovitega boja zoper fašizem in nacizem med drugo svetovno vojno. Ko so Nemci zavzeli takratno Slovenijo oziroma celo Jugoslavijo, se je začel v Sloveniji teror Nemcev nad Slovenci. Selitev v Srbijo, selitev na Hrvaško, v razne domove po Nemčiji in tako dalje. In seveda s tem so prisilili nekako, da so gotovi šli takoj v partizane, ker so že prej bili tako organizirani, to so bili v glavnem člani komunističnih strank. No in tako se je upor začel, širil. No, jaz sem z enim kolegom, da bi se temu izognila, sva pobegnila v Avstrijo, dobil sem v Gradcu vezo pri eni družini, ki so imeli vezo z Pohorjem in tako sva jaz in še en moj prijatelj, ki se je z glavnem držal mene, pobegnila na Pohorje in sva prišla v Zidanškovo brigado. No, jaz sem potem v Zidanškovi brigadi so se ustanavljali tako, kako bi rekel, en kulturni skupek ljudi, ki smo, jaz sem takrat kar dober klavirsko harmoniko igral, eden drug violino in tako smo napravili te mitinge, smo rekli po vaseh in tako naprej. To je bila pač ena vrsta reklama za partizanstvo. Potem sem pa jaz bila ta harmonika podrobno že uničena in sem jaz šel po svojo domov. Srečala me takratna sekretarka za Celje mesto, za Celje okolico in je rekla, ti pa ne boš šel nazaj v brigado, boš ostal tu. Sem rekel, ne morem, jaz bom s tem momentom dezerter. Ne, je rekla, brez skrbi, tamle, tale dva sta tudi tako tu ustala, pa nista nobena dezerterja. Tu te rabim. No in tako sem jaz ostal na Celje. Dobili smo vezo z paznikom iz celjskih zaporov. In on pravi, tisti dan, ki smo vezo z njim dobili,
to je bilo 14. decembra 1944, je rekel, jutri zjutraj, ob 5. zjutraj odpeljajo iz Celja v Maribor, nastreljajo cirka 80 partizank in partizanov. Mi smo pa rekli, poglejmo pa mi, čeprav se nismo prej nič dogovarjali, moramo pa neko akcijo napraviti, nocoj mogoče nam bo pa gratalo, da jih osvobodimo. No in tako smo se zvečer spravili skupaj, 6 nas je bilo in smo imeli veliko srečo, da smo nemoteno prišli do zaporov. Paznik nas ob 2 zjutraj, 15. ob 2 zjutraj, paznik nas je čakal in seveda smo vstopili v zapore, razorožili se sam 3, vseh je bilo okrog 14, noter 15, ampak bedelo so samo 3. Ne. Po nemških podatkih naj jih je ušlo iz Starega Pistra 127. Ne. Potem so jih nekaj nazaj polovili, ne, tako da jih je ostalo po nemških podatkih odzunaj 92. Ne. No, mi smo nemoteno prišli na izhodiščne točke, od tam, kamor smo prišli. Ne. Tam domačin je bil kurir, je bil slučajno doma in jih je prevzel, kar ni spadalo k nam, je prevzel pa naprej v Savinjsko dolino, ne, za vrh nad Galicijo. Ja, veste, to je pa pravzaprav krivda sistema. Stvar političnih oblasti, kdo je na oblasti, če tako hočemo reči, ta oblast, ki je zdaj nam prav gotovo ni naklonjena, ne, bi vse radi spremenili, ampak zgodovine se spremeniti ne da. Tako da je še vedno zanimanje, bi lahko rekel, da je pri mladini zaenkrat več, kot ga je bilo pred leti. Ne, in se še zgodi, da imamo ravnatelje šol take, pa imamo zgodovinarje v šolih še takšne, da še pa zdaj skoraj ne. Drugače pa sem imel prej kar precej predavanj po šolah, ne. Najbolj jih je pa seveda vedno zanimajo mlade akcije, kako je do akcij prišlo in tako naprej. Kaj ne rečem, veste, to je od sreče ogromno odvisno. In jaz sem imel celo življenje, me ena sama sreča spremljala, kamorkoli sem hodil, kjerkoli sem hodil, kamorkoli sem prišel, zato se imam za srečnega človeka. Vi ste ta čas je bila situacija zelo resna, ne? Namreč Italijani so začeli zapirati naše ljudi, ne? Oziroma vneli v internacijo in tako naprej. In ta generacija naša, ne? Ta čas, ta mladina, oziroma nekako smo ta čas bili na udaru, najprej mi tam 20 let in tam do 25 let, ne? In ta je bila najbolj izpostavljena za, kako bi rekel, ta generacija je bila taka, ki je bila zanimiva za osvobodilno fronto, zanimiva in tako naprej. In zato so Italijani začeli to zapirati, naši ljudi zapirati, in potem je bilo pa vprašanje, ne? Ali internacija kaj narediti, ne? Oziroma osvobodilna fronta je nas že na to pripravljala. Ne vem za druga, ampak jaz sem bil trdno prepričan, v tem prepričanju sem šel v partizane jaz.
Ne, sem rekel, ne boste zmagali, sicer vprašanje pa je, ne, seveda, proti tukšnemu stroju, ne, ko je bil tu, ne, mi pa partizančki, veste, s tista puškico, no pa pištolo, bombo, s tem, kako se bomo to borili proti taki sili, ne, kako, naprimer, ta nadutost, kako bo je, naprimer, manj nemški vojak, ne, oziroma ali pa oficir, ki so prišli sem, ne, kot okupatorji, mi smo jih pričakovali drugačne, da bo nekako, kako bi rekel, da bojo z nami stopili v kontakt, pa smo mi kot enakopravni, ampak tega ni bilo. Ko je veste, naprimer, ljudje so bili ta čas nekako kar navdušeni oziroma za Nemčijo še prej, ne, ampak ko so pa videli nemškega oficirja, vojaka s pištola in on se ni nič ozrl do tebe, ti si bil nula pred njim, nula, smet in tako naprej, oziroma tu itak se meži v programu Cigani, Slovani boste šli, ne, oziroma pa Židje. Vidite, in tu ta se je miselnost hitro spremenila med našimi ljudmi, ne. Človek ne bi pričakoval, da bo ta stvar tako hitri obrat. Naše vodstvo Osvobodilne fronte, ne, so pa bili precej ti ljudje pametni. Pametni so bili, oziroma vse to so predvidevali, ne, in so to že ta čas situacijo nekako obvladali, ne, to situacijo, ko bo nastala, ko bo partizani. In zaradi tega, vidite, ko smo šli v partizane, smo šli v novomeško četo, ne. Jaz sem šel, oziroma Miš Internetni, tukaj je 3. grupa, smo šli 9. marca v partizane, 42. ne. Ampak potem si nas pa že nabrali več, veste, bili nam že čez 100 nas tam, ampak vodstvo je reklo, to pa ne gre. Ta količina ljudi ne sme biti skupaj, ne, ker je nevarno, če bojo obkolili nas, oziroma nekako prišlo do tega, ne, je nevarno, da bojo vse likvidirali, ne, zato so pa nas razložili, v 3 grupe so nas določili, ne, in smo šli vsak na svoj konc, ne. Ampak tam smo bili pa v gozdu, veste, tam smo bili pa v snegu, pa v gozdu, ne. Smo bili tam v eni jami, noter smo si naredili taborišče, ne. Sneg je bil precej globok še tam, ne. Zima je še ta čas trajala, ne. In tam smo si naredili taborišče. Mi smo bili ta čas, sem bil v Cankarjevi brigadi, ne. Sem bil v 3. bataljonu Cankarjeve brigade, naš bataljon je bil stacioniran, pa bi rekel, tam smo bili v gornji težki vodi, veste. In jaz sem bil večina pri težkem mitražezu, ne. Jaz pa Anžunič smo se menavala, naprimer. In smo mi imeli nalogo braniti Belo krajino, ne, kot osvobojeno ozemlje, ne. In smo bili kot bataljon, ne, en bataljon je bil na Javorovici, en bataljon je bil, smo bili gornja težka voda, en bataljon je bil tukaj nekako Suhadol, ne. En bataljon pa je proti Dolenjskim Toplicam. No in tako smo mi imeli nalogo držati to cesto, Novo mesto, Metlika, ne. In zato, naprimer, je šel zmeram en močan vod, tukaj k Pogancem, kakor se spomnim, veste, se to pravzaprav že gre v pozabo, ne. Namreč vem, da je bila tam ena dolinca, ne, Potočiček, to je pa Pogance, kad sem po parkrat šel potlej, sem to vsi ugledival, ne. In tam je, naprimer, ta dolinca, ne, tukaj brežina, tam brežina, in tu smo bili s težkim mitražezom na tak točki, ne, da si obvladal velik teren, ne, da smo branili to cesto, ne. In tako smo bili tam, zjutraj si prišel tam, si dan delal, zvečer si pa odšel, ne. In smo tam bili in sem bil pri težkem mitražezu, pa Anžunič Franc,
en Belokrajnci bil, no. In vidimo, en avion, ki je čist nizko preletel, ne. In je preletel tako bolj od severovzhoda, ne, in je pol tukaj pa ukrenil nad Novim mestom, je zaokrožil, oziroma malo bolj sem, in je se obrnil nazaj proti vzhodu, ne. Vidimo, da so ven poskakali, ne. Tam gledamo, smo gledali, so jih ven poskakali, no. Tam bili, gledamo, pa je pa en teh padalcev pa tako blizu nas. Vse, ka bo njih manj, danes so pa obrnili pa nazaj. Pa so nekaj streljali pa nas, ampak ne, mi smo bili tako bolj zakriti, ne. No, pa je pa en naših, vem, Kečkiš Viktor je bil, od moje sestricine mož, je bil ta čas tudi. On je šel pa kje do padalca tega, pa ga je prignal tukaj do nas, ne. Mu je tudi padalo vzel, nam je bilo za padalo, veste, kako bi rekel. No, drugega pa nismo, nič nemo, rekel ga kaj, drugega nič, ko sem poli tam bil pri nas, ta padalc, smo jih se odpeljali z bataljona, se jih pa odpeljali v štab brigade bil pa na Podgradu, ne. No, tam smo potlej bili informirani, da so se vseh 10 tam dobili, ne. In pa so pa odšli. No, pol je pa tudi on oziroma posredoval, da si je ta knjiga spisala, ne, o teh dogodkih, ne. Bi pa v šolah morali mečkeno med zgodovine tije, ne, to bi moralo biti, ne, da bi to vcepili v te mlade, tega pa ni, ne, pri nas. Mlade vcepili že nekako poznanje te naše borbe, kako je bila nekako težka, huda, ne, in kako, na primer, kakšni časi so bili, ne, na primer, bolj forsirajo Prvo svetovno vojno, ne, in cesarja Franca Jožefa, ne. Kakor pa da, zdaj pa, poglejte, če vzamemo samo to, na primer 12.000 Slovencev je umrlo v taboriščih, v koncentracijskih taboriščih. Na primer, pred povojni so kazali slike, skladovnica okostnjakov, ki jih nisem mogel sproti požgati. Kakšni so bili ti ljudi, ki so umirali? To bilo treba mladim povedati, pokazati. Kakšni so bili ljudi, ki so umirali v taboriščih, ne? In to jih je bilo 12.000 Slovencev, ne? Vidite, pa bi se pa mladi spoznali, kaj je res, ne? In kaj je življenje nevredno. Tega pa ni, ne? To je tisto, ampak vidite, tako gremo naprej, ne?
Veste, takrat ta okupacija je bila nekaj podobnega na virusu, ki imamo zdaj. Svet, bili smo preplašeni, prišel je fašizem z vsem mogočem perjadem in ne vem kaj vse na glav so imeli tako dalje. Bil sem polnoleten, od čega me še zmejmo za otroka. Tudi to je vplivalo. Drugače pa osnovna stvar, da je slovenski narod se lotil orožja, pa puške, pa upora, je bila okupacija. In vsa zla, katera so prinesena na naš prostor v Slovenijo, nad ljudem, nad naravo, nad materialnimi sredstvi, je vezano za neprijatelja, za okupatorje, ne pa tole medsebojno kreganje, kakor imamo mi. Mladini bi rekel, imamo lepo domovino, to domovino treba ohranjati. Ohranjali pa bomo z vsakim dnevnim bojem za ohranjanje, kjer vsi pazijo, vse, noben ti ne bo nič dal, sem vzel. Tako odprilike to izgleda, ne. In mislim, da bi mladini rekel, naj se drži, naj se sporazume, naj poskuša najti svoje mesto, kjer mladina je zdaj podeljena po strankah, po cerkvijah, po tak dalje, razbita je, ne ve, tudi sama je dezorientirana. Naj išče svojo pot. Ne vem, kateri ruski književnik je bil, ki je rekel, na mladini svet ostaja. Je bilo, je in bo tako. In mladino treba vzgajati. Vzgajati je treba ne samo, da jo nahraniš, nego vzgajati je treba tudi za prevzem oblasti, bez se angažirati tudi za sebe in povedati, kaj hoče, ker ona nima program, vsaka stranka ima svoj program. Svoj program pa pomeni, da je lokalizirana cela zadeva, da je razbita cela zadeva. To pa ni dobro. Tako je Slovenija cela, nažalost, že 80 let skoraj razbita na dele. Svoboda je pa zelo izmuzljiva. Vsak narod, vsaka generacija in treba vsak dan promptno paziti na svojo svobodo. Ker noben ti ne bo nič dal, vzeti bodo pa marsikaj, če jim daš priliko. Moje mnenje je osebno, saj to verjetno ni, da bi bilo čist v redu, da bi mladinska stranka bila enotna v Sloveniji. Enotno politiko vodila, da bi bila državotvorna. To bi morala naša mladina doseči, ker ona si mora sama kruh odrezati, ne pa da ga drugi režejo. In to včasih tudi zelo namerno, ne. Torej, bila sem mlada, najstnica, zelo mlada. Samo živeli smo drugače kot danes. Okupator je zasedel našo deželo, domovino. In zakaj smo se upirali? Jaz sem živela, rojena in hodila v šolo v Zagorju ob Savi. To je bila tako imenovana Untersteiermark. In nam je bilo prepovedano govoriti lastni materin jezik. Kako da se ne bi upirali, če nam direktor ni rekel učenci, otroci, nego ni rekel ihr Schüler, ker je bilo vse v nemščini, ihr Kinder, ampak ihr Dreckkasten. In normalno, da smo se upirali. Najstniki se že tako upirajo, a mi smo imeli razlog. In tako smo se dogovarjali. Jaz sem z 15,5 leti šla v partizane. Razne dolžnosti sem imela. Tudi učiteljica partizanska sem bila. In bolničarka v brigadi, malo časa v Šlandrovi, ker so me povabili, pozvali ukaz v operativni štab 6. in 11., ker sem prevzela šifrantsko nalogo, šifrantka sem bila.
in to potem do konca, do osvoboditve in še naprej, ker sem se v septembru demobilizirala kot vodnik vojaški. Otroci smo bili, ali živeli smo zelo odgovorno. Naučili smo se, kaj je svoboda, kaj je zlo okupatorsko in kaj je tovarištvo, kaj je spoštovati človeka, sočloveka. O bitki na Menini planini, to je bila najhujša bitka tukaj, pa sem napisala pesem, v stvari pobudo je dal komandant naš. Jaz sem bila novinarka in pisateljica, sem še zdaj, in mi je rekel, poslušaj, tovarišica, 75 let bomo proslavljali, a nimamo pesmi nobene. In daj probaj napisati. Ker sem to doživela, Menino, je tudi pesem doživeta. V stvari, ves potek sem dala. Jo bom povedala. Menina. Tovariši vrli, danes sovragu v obraz bomo zrli. Moč ni v številu, njo srce rodi. SS se lasti Menine, 12 000 jih je. Nas, niti 500 partizanov, jim bomo razbili skomine. Regljajo strojnice, rohnijo mitraljezi, mine, bombe, granate, boj brez trenutka miru. Zaman horde SS-ovske, partizani ne klonejo. Streliva zmanjkuje. Partizani v 2 metra visokem snegu, prezebli in lačni, hej, brigade, hitite, zapojo. Pesem vliva novo moč, vsak se podvoji, vsak se potroji, sovražnik osupel, okamenel obstoji. Ne razume partizanskega ponosa, bolšči. In ko tretja ledena noč Menino planino objame, s komandantom Franto na čelu kolone, partizani razklenemo obroč. Še grmijo topovi in v temo, parajo 1, 2, 3, Feuer frei, parajo noč sovražni ukazi, ko čez cesto in trato, čez rečico deročo, v hrib tiho, tiho kot sence dreves se podamo. Mučeni sine kurir in tovariši padli v boju, z nami v mislih gredo. Šipka, rešilni objem in v Gabarju topov sprejem, spremljajo nas v svobodo. Maloštevilni nasprotniki partizanov so se borili pod neposrednim poveljstvom fašističnih in nacističnih oboroženih sil. Domobranci celo pod neposrednim poveljstvom zločinske organizacije SS. Krivdo za bratomorni boj nosijo tisti cerkveni in posvetni politiki, ki so lastne koristi postavili pred narodni obstoj, sprejeli orožje od smrtnih sovražnikov narodne skupnosti ter se s tem zavedno zaznamovali sramoto izdajstva. Pripravljena
cvet, ta drobni češnjev svet, bo v njih izbrisal malodušja sled in spet razžaril tožni jim pogled. Jaz bom ljubim poslal na svet, vsakor trpel pomladi tej in glej, ta cvet, ta drobni češnjev cvet, bo v njih izbrisal malodušja sled in spet razžaril tožni jim pogled. Samo en cveten češnjev cvet, odlomi moja draga, saj veš, vsak tak pozdrav, Osvobodilna fronta je bila temelj za nastanek Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Slovenije. Bila je del Narodno-osvobodilne vojske in partizanskih odredov Jugoslavije, priznane tudi strani Kraljevine Jugoslavije, pod poveljstvom maršala Josipa Broza Tita in s tem tudi del mednarodnega protifašističnega zavezništva, ki je bila osnova za nastanek Združenih narodov. Novi pesem borbi zmage preko gmaj in gora, za novi pesem divizije 14. v svet. Ponesi Tomšiča, duh Šercerja, duh Brančiča, po vsej slovenski zemlji in prekali z njim srca. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. Ko domovina ostane iz trpljenja in gorja, takrat bo 14. zmagovito stopala. Takrat med prvimi bo stala v vrsti divizij, ki so borile se za boljše in srečnejše dni. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. V borbo 14. juriš, naj se razlega prek sveta. Dvignimo puške in naprej junaško, si za komandantom boj naprej. Saša,
Zaznamovana s tvojim partizanskim imenom sem tekla kot ti, mama, pred streli skozi življenje. Vstajala, padala, se opotekala, vriskala, plesala, veliko jokala, vedno za manj. A prišla je kot blagodat jasnina pogleda, sprane oči vidijo svet umit, čist, brez greha in brez kazni. Jasnina neba vsem ljudem sije. S čistim pogledom, čistim srcem tečem naprej, dvigam tvoje prapore, mama, pojem tvojo pesem o svobodi, tvojo kurirsko torbico nosim na rami, v njej skrivam pesem zate. Ko bom pritekla do tvoje zemljanke, bo trda tema in pesem kresnica. Ko jo zagledaš, me pokliči z najinim partizanskim imenom, da greva skupaj na juriš tam čez. Samo milijon nas je, milijon umirajočih med mrliči, milijon, ki pijejo mu kri biriči, en sam milijon, ki ga trpljenje krotoviči, a vendar ga nikoli ne uniči, nikoli in nikdar. Sanjal sem svet brez bolečine, svet, v katerem smo vsi otroci iste domovine, vsi iz iste družine. Sanjal sem svet, v katerem skupaj se igrajo, otroci saj hras in ver, čeprav jezika ne poznajo. Nič več revnih in bogatih, bilo ki pod soncem se pojaviš, si v družbi sebe enakih, in nič več vojn zaradi denarja, problemi se rešujejo za mizo, ko se človek s človekom pogovarja. Mladi za vrednote narodno-osvobodilnega boja smo ena redkih skupin, ki dosledno zagovarjamo svobodo, demokracijo, solidarnost in druge zapuščine teh slavnih junakov in upornikov. V času, ko si nekateri jastrebi na samem vrhu države upajo zagovarjati prekrajanje zgodovine in celo meja drugih držav, je na nas mladih, da poskrbimo, da boste zmagali pravica in resnica. Ker če ne mi, kdo bo drug? Pritiski na svobodomisel, napadi na vrednote narodno-osvobodilnega boja. To postaja neznosno, vendar mi, mladi, se ne damo. Mi smo že tretja generacija po bitki vseh bitk, a še vedno v nas ustripa zavest partizanov, ki pravi: bori se za pravico, bori se za resnico, bodi pogumen in neuklonljiv. Če želimo živeti v svobodnem svetu, se uprimo tako, kot samo mi znamo. To je naš svet, zgradimo ga po svoji podobi. Moramo se zavzeti za varovanje spominov, fizičnih v obliki spomenikov in še posebej miselnih. Prav ti bodo namreč nadaljevali boj naprej. V času, ko se mladi ne zavedajo več pomembnosti narodno-osvobodilnega boja, se mora organizacija zavzemati prav za to. Izobraževati mora nove generacije, ki ne bodo spomina na narodno-osvobodilni boj le hranile in varovale, temveč bodo nove generacije z njim tudi živele. Mladim za vrednote NOB sem se pridružil zato, ker se zavedam, da je partizanski boj več kot le rdeča peterokraka na kapi. Vrednote, ki so nam jih zapustili naši predniki, solidarnost, antifašizem, so danes še kako aktualni in zanje se je vredno boriti. Vrednote svobode, poguma in solidarnosti. Kaj niso to vrednote, ki jih želimo predati našim naslednikom? Tukaj ne gre zame, ne gre niti za organizacijo mladih borcev, temveč za naše prihodnje generacije, za naše otroke. Gre za domino efekt. Če so bili sposobni živeti pogum naši predniki v veliko slabših razmerah, smo torej to sposobni tudi mi. Organizaciji Mladim za vrednote NOB sem se pridružil ravno zato, ker ohranja spomin in vrednote na čas narodno-osvobodilnega boja. Nam ni vseeno, kakšna je bila zgodovina, in prav tako nam ni vseeno, da nam nekateri posamezniki, zgodovinarji in celo politiki po lastni volji spreminjajo našo eno in edino zgodovino, predvsem iz časa druge svetovne vojne. Mi vemo, da moramo ohranjati vrednote, ki so nam jih priborili naši predniki. In te so svoboda, solidarnost, domoljubje, tovarištvo, suverenost naroda, poštenost, humanost ter druge vrednote,
ki spoštujejo človekove pravice. In naj bo jasen, življenje bi dal, sam bom živ ostal sem, da bi jim kljuboval, ker če začnem verjeti v svet, ki je lep, in če je vse samo ideja, povem ti, še ne bo ni meja. To je svet, v kjer ga hočem verjeti, to je svet, v kjerem hočem živeti. In če je treba spet in spet se boriti, se pripravljam kri preliti, če kri pomaga, ali svet spremeni. Svet za umret, to je svet, v kjer ga hočem živeti, to je svet, v kjerem hočem umreti. In če je treba spet in spet se boriti, se pripravljam kri preliti, če kri pomaga, ali svet spremeni. Temeljne točke Osvobodilne fronte. Pravica slovenskega naroda do samoodločbe, vključno s pravico do odcepitve in združitve z drugimi narodi. Osvoboditev in združitev razkosanega slovenskega naroda, vključno s koroškimi in primorskimi Slovenci. Sloga in enotnost zasuženih narodov Jugoslavije in vsega Balkana v njihovem boju za osvoboditev. Osvoboditev je možna samo na ruševinah imperializma. Brez boja proti lastni izdajalski kapitalistični gospodi se zatirani narod ne more osvoboditi. Bratstvo in mir med narodi mora biti rezultat protiimperialističnega boja, ki bo porušil imperializem. Proti okupatorju je treba vršiti neizprosno oboroženo akcijo. Ta akcija predstavlja izhodišče za osvoboditev in združitev Slovencev. Z osvobodilno akcijo in aktivizacijo slovenskih množic preoblikuje Osvobodilna fronta slovenski narodni značaj. Slovenske ljudske množice, ki se borijo za svoje narodne in človeške pravice, ustvarjajo nov lik aktivnega slovenstva. Vse skupine, ki sodelujejo v Osvobodilni fronti, so se obvezale, da bodo lojalne v medsebojnih odnosih. Po narodni osvoboditvi prevzame na slovenskem ozemlju oblast Osvobodilna fronta slovenskega naroda kot celota. Po narodni osvoboditvi uvede Osvobodilna fronta dosledno ljudsko demokracijo. Vsa vprašanja, ki presegajo okvir narodne osvoboditve, se bodo reševala na dosleden, ljudski, demokratični način. V skladu s slovesnimi izjavami Churchilla, Roosevelta in Stalina bo po svoji narodni osvoboditvi o notranji ureditvi Združene Slovenije in o svojih odnosih odločil slovenski narod sam. Osvobodilna fronta bo to elementarno pravico slovenskega naroda uveljavila in branila z vsemi sredstvi. Narodna vojska na slovenskem ozemlju raste in slovenskih narodno-osvobodilnih partizanskih čet in narodne zaščite, kamor se pozivajo vsi zavedni Slovenci. Mi nismo hoteli sovraštva in kletve. Mi nismo hoteli požganih domov. Mi nismo hoteli uničene žetve. Mi nismo hoteli solza in grobov. Branili smo zemljo, našo, domačo. Branili naših ljudi govorico. Branili naših polj zlato pšenico. Okušali smo trenutke miru in svobode v zavetju gozdov in gora. Branili smo mesta, branili vasi. Umirali smo za bodoče rodove, za tiste, ki bodo, ki jih še ni. Naj večno vam sveti to zlato sonce svobode. Naj nikdar vam sreče svetlobe noben tujec več ne temni. In če bi vas kdo kdaj skušal kovati v okove, branite svobodo, kot smo jo mi.